Danes v Pomurskem dnevniku 27 let zapora za umor. Nogometna reprezentanca pred odhodom v Nemčijo. Potepanje po krogu. Jutri bo pretežno oblačno. Cenjene gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Na mariborskem sodišču so včeraj zaključili sojenje Sedinu Šišiću, obtoženemu umora podjetnika iz Zgornjega Dupleka 8. septembra lani. Sodnica Maša Blažek je poudarila, da med dokaznim postopkom ni bilo dvoma o zahrbtnem in koristoljubnem umoru, zato so ga obsodili na 27 let zapora. Dvomov ni več. 33-letni državljan Bosne in Hercegovine Sedin Šišić je kriv umora podjetnika iz Zgornjega Dupleka, za kar bo odgovarjal z 27 leti zapora. Organi pregona ne moremo povrniti življenja, lahko pa ustrezno reagiramo na kršitev temeljne pravice človeške do življenja. In s tem, to smo tudi naredili in s tem pošljemo sporočilo, da kršitev te pravice oziroma jemanje življenja v Sloveniji ne more ostati nekaznovano. 27 let zapora, kot mu je bilo določeno, z vsemi posledicami, je po našem mnenju primerna kazen. Drugačnega mnenja pa je Šišićev odvetnik, ki je tudi včeraj vztrajal, da dokazi tožilstva, ključna sta bila leseno poleno in Šišićeva vetrovka, niso dovolj trdni. Način storitve, teža storitve mora imeti svojo zavržnost, grozovitost, trpljenje žrtve, zakonske znake. Zakonski znaki, po mojem mnenju, po mnenju obrambe, v tem primeru niso izkazani. Niso izkazani in niso dokazani. A tožilstvo je tekom sojenja uspelo dokazati, da je Šišić Gravca umoril na zahrbten in koristoljuben način, pri čemer pa ni izrabil zgolj zaupanja pokojnika, temveč tudi gostoljubnosti naše države. Glede na to, da gre za tujega državljanja, ki mu je očitno naša država nudila gostoljubje tudi v smislu zaposlitve, nastanitve, predvsem pa torej tudi naši državljani, predvsem pa oškodovanec, ki je ga sprejel, bi lahko rekel, z odprtimi rokami, ne tako vse, takšen človek, kot je bil. Potem pa nekdo, ki se mu to nudi, to zlorabi. Šišić je ves čas sojenja sicer molčal in se ni zagovarjal. Sočutja ni bilo, obžalovanja ni bilo, odnosa do kaznivega dejanja ni videti, zaznati bilo nobenega. Čeprav bolečine svojcev ni mogoče izničiti niti s tako visoko obsodilno sodbo, pa so svojci pokojnika vseeno zadovoljni, da je bilo pravici zadoščeno. Seveda pa, kot sem rekel, ničesar ne bo povrnilo nazaj očeta, brata, najboljšega prijatelja. Pričakovati je, da se bo obramba na izrečeno kazen sicer pritožila, a dejstvo je, da je mariborsko sodišče Šišića prepoznalo za krivega in ocenilo, da so mu tuje temeljne vrednote in to je nedotakljivost človekovega življenja. Slovenska nogometna reprezentanca je na Brdu pri Kranju opravila zadnji trening pred odhodom v Nemčijo za evropsko prvenstvo, pri čemer so se jim pridružili tudi igralci, ki so se nedavno soočali s poškodbami. Celotna ekipa bo danes popoldan poletela proti Düsseldorfu, jutri pa jih čaka uradna predstavitev v Wuppertalu. Ekipa je osredotočena na prvo tekmo proti Danski, ki bo v nedeljo. Prisluhnimo izjavama slovenskih reprezentantov Tomija Horvata in Erika Janže. Mislim, da so bile dobre priprave, imeli smo težke treninge, se dobro pripravili na Euro, tako da danes gremo v Nemčijo in že vsi nestrpno pričakujemo, da se začne. Odštevate dneve, ure, da tiste nedeljske tekme? Pa ja, seveda je to nekaj posebnega in verjamem, da bo res ena dobra tekma. Zadovoljni torej s tem, kar ste opravili tukaj na Brdu? Pa definitivno, ja. Imeli smo res dosti težkih treningov in tudi te dve pripravljalne tekmi, tako da mislim, da smo dobro pripravljeni. Tisti dve pripravljalni tekmi, zdaj se lahko osredotočite povsem na Dance. Ste že pripravljeni oziroma kaj boste še naredili vse do te Danske? Pa ja, zdaj se že na pripravah teh smo se pripravljali na Dansko in zdaj v zadnjem tednu bomo še to bolj stopnjevali, tako da bomo do nedelje pripravljeni maksimalno.
kako pomembna je tista prva tekma na prvenstvu, za turnirski sistem gre prva tekma, kako poseben poudarek še na tem? Pa ja, mislim, da je prva tekma res pomembna, če nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo in lahko presenetimo in bi to bilo res velikega pomena za začetek turnirja. Danes odpotujete z Brnike, ko boste prišli na Brnik, verjetno vse skupaj boste videli, da gre za res, kakšna nervoza, pozitivna, kakšni so ti občutki? Pa ne, ni nobene nervoze, vsi že pričakujemo to, tako da se veselimo, da gremo tja. Priprav tu doma v domačem nacionalnem centru, kako bi vi opisali ves ta čas, kaj ste vse postorili? Ma super čas, predvsem, da smo bili toliko časa skupaj. Ena nova energija, znova povezali smo se znova po tej mali pauzici od marca do junija, tako da mislim, da smo naredili dobro delo tukaj in zdaj že vsi komaj čakamo, da malo spremenimo okolje, da se navadimo na nemški zrak in s polno paro naprej. Danes odpotujete, torej s kakšnimi mislimi, polni pričakovanj, nervozni, kakšne so ti občutki, ker greste končno na prizorišče? Ma nervoze zaenkrat še ni čutič, pač so pa seveda pričakovanja. Prvo predvsem, kako bo izgledalo, kje bomo hoteli igrišča za trening in pol vse ostalo, kar pride, ampak mislim, da imamo dovolj izkušeno ekipo, da ne bo neke nervoze, mogoče te pozitivne ja, ampak da bi se pa nekaj ustrašili ali pa karkoli, pa mislim, da ne. Že z mislimi povsem pri prvi tekmi pri Danski? Ja, definitivno. Pripravljamo se praktično že od prvega dne, odkar smo skupaj, je cilj priprava na tekmo z Dansko, tako da sledimo temu ritmu, imeli smo 2 tekmi za sabo, vemo, kje in kaj moramo biti boljši in upam, da do nedelje bomo na top nivoju. Omenili ste ti 2 tekmi prijateljski, kaj morate še postoriti torej v Nemčiji? Kaj ste potegnili z teh tekm? Ma je kar nekaj za popraviti, ne bi rad tu nekaj govoril, ker to je pač ostane v skupini, ampak so določene zadeve, ki niso bile dobre in pač delamo na tem in tako sem rekel, upam, da bomo za par dni na top nivoju. Mogoče še vprašanje, Danci, stari znanci skupine naše kvalifikacijske, tu v nekem drugem okolju, bom rekel, torej na tem velikem prvenstvu tudi malo drugače osebno. Kako gledate, kaj bo drugače od tistih 2 tekem, ki ste imeli v skupini? Ma drugače bo to, da je to turnir, so samo 3 tekme v skupini in pol se določa, kdo izpade, kdo gre naprej, tako da to je velika razlika, ker popravnega izpita nimaš. Bo pa definitivno drugačna tekma, ker bo na neutralnem igrišču. Vemo, da Danci doma so zelo neugodni, to smo lahko tudi mi spoznali, ker na Danskem in v Stožicah je bila to neka druga ekipa, tako da. Ampak mi moramo gledati na sebe, moramo biti optimisti, ker smo pokazali dobro igro proti Dancem tukaj v Stožicah in če naredimo še en korak naprej, mislim, da imamo šanse. Koliko pomembno je ravno z tega vidika, da to prva tekma turnirja tudi potem za naprej, za ostale? Ja, jaz mislim, da je zelo pomembno. Sicer nisem še imel možnosti igrati, tako da bomo videli, kako bo to izgledalo, ampak tako kot navijač, kot človek, ki spremlja vse velika tekmovanja, mislim, da je prva tekma zelo pomembna, kajti po eni strani si lahko ful odpreš možnost za iti naprej, po drugi strani se pa lahko zabetoniraš kar močno že po prvi tekmi, tako da mislim, da se tega zavedamo vsi, vendar pa, kot sem rekel, ne smemo delati nobene panike pred tekmo, pač odigrati najboljše, kar zmoremo in pač bomo videli. Omenili so to pozitivno nervozo, ki tudi nekako pričakujete, kdaj mislite, da bo res stopila zdaj prva tekma je v petek prvenstva, vi boste že v Wuppertalu trenirali, kako pričakujete to stopnjevanje? Po moje se bo začelo v petek, ko bo ta prva tekma, ko boš videl, da gre za res. Ko bomo spremljali tekmo, boš nekako začutil, zdaj pa smo res blizu in po moje bo to ta trenutek. Tako da ja, bomo videli, kako bo šlo, sem pa prepričan, da bo tudi strokovni štab, ki že ima izkušenj iz velikih tekmovanj, znal ustrezno nagovoriti, pripraviti, da ne bi mogoče šlo to v neko negativo ali pa ful v neko nervozo, da ne bi bili sposobni dati maksimum.
Naša ekipa se je s kamero tokrat potepala po krogu, gručastem primestnem naselju na Ravenskem. Kraj leži na levem bregu Mure med potokoma Dobelj na severu in Mokoš na jugu, v občini Murska Sobota. V okolici kroga so ohranjeni sledovi antičnega naselja in druge najdbe. Več o kraju pa bo v prispevku povedala predsednica krajevne skupnosti Erika Vogrinčič-Barbarič. Tokrat nas je pot popeljala v Prekmurje, natančneje v krog oziroma, kot bi mu rekli domačini, krog. Krožišča so danes že nekaj vsakdanjega v večini krajev, vprašanje pa je zdaj, ali jih imajo kaj tudi v krogu. Poglejmo malo naokrog. Leta 1627 je v krogu takrat živelo 273 ljudi, celo več kot v Soboti, kjer jih je takrat živelo le 250. V krogu sicer nismo našli krožišča, smo pa našli predsednico krajevne skupnosti Krog, ki je pojasnila, kako je vas dobila ime. Ko je Tejlovo, tisti praznik, so hodili okrog po njivah, pa procesije in potem so pa rekli, da je bila taka ena majhna naselbina nekih hiš in so rekli, da grejo okrog in okrog in od tega je nastal krog. Sicer pa, če se peljemo po vasi, boste videli, vse hiše gredo, vse ulice, pa tudi hiše so kot v enem strnjenem krogu. Prebivalcem kroga se reče Krožani, je pa res, da za njih obstaja še eno ime. Krožančani imamo tudi eno zanimivo ime, Kroške tikve. Po pripovedovanju krajanov naj bi to ime nastalo v času, ko je Mura še bila meja med Štajersko in Madžarsko oziroma takratno Ogrsko. Tisti ta pravi Krožančani so rekli, da so švercali i tobak, i petrol, ko ni bilo elektrika, pa da so prerezali bučo, pa so si dali na glavo, oči izrezali, pa so plavali čez reko Muro. In potem so na štajerski strani, tam je bila Avstro-Ogrska, rekli, Kroške tikve spet grejo čez. Neko so videli, da so se samo oči svetili. Gospa Erika nas je nato peljala do vaškega pokopališča, kjer je predstavila dve posebnosti in sicer križ, v katerega je ob vsakem neurju udarila strela. Ne vem, kaj je bilo, ob vsaki nevihti, zraven se spomnim, je bila ena smreka, potem so smreko odstranili in nič ni pomagalo. Potem so se krajani odločili, da so tam postavili tisti križ. In zdaj je mir. Ter spomenik z zapisi v stari prekmurščini. Oščega in naprej prido štere so dobra ščinule na gore stajenje žitka, ki so pa dale ščenile na gore stanenje, to pa že žmetno vidim prešteti. 1886. leta je bil postavljen. Ne? Po obisku pokopališča smo se odpravili še do znamenitega Broda na Muri, ki pa ni obratoval zaradi močnega toka reke. Poleg Broda se tukaj nahaja še lokalno kajakaško društvo, igrala ter igrišče za razne športe. Čeprav se ga po besedah gospe Erike že 2 leti ni izvedlo, na Brodu na Muri tradicionalno poteka en res poseben dogodek. Ta poseben dogodek je vlečenje vrvi, oziroma rečemo vlečenje vrvi med Prekmurci in Štajerci. Tekmovanje poteka tako, da se Brod postavi na sredino Mure in se čez njega napelje vrv. Na vsakem koncu vrvi stoji 10 moških in vleče. Vleče se vleče, dokler prvih 5 tekmovalcev z ene strani ali z druge, to se pravi z prekmurske strani ali štajerske strani, ne pade vodo. Če se kdaj znajdete v okrožju kroga in bi se radi sprehodili po nabrežju Mure ali jo celo prečkali z Brodom, ne bodite presenečeni, če boste videli, da z vami vzporedno čez reko plava buča. V vremenski napovedi preverimo še, kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh. Današnji dan je bil oblačen in deževen. V Murski Soboti, Radencih in Lendavi je bilo opoldne namerjenih 18, v Krajinskem parku Goričko pa 16 stopinj Celzija.
Jutri bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše zjutraj in dopoldne. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17, najvišje dnevne pa od 14 do 19, na Primorskem okoli 23 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale okoli 13, podnevi pa okoli 18 stopinj Celzija. V četrtek bo še nestanovitno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Tudi v petek bo večinoma sončno in spet topleje. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale med 9 in 10, čez dan pa med 19 in 25 stopinj Celzija. To bi bilo za danes vse. Za več informacij vas vabimo, da obiščete tudi našo spletno stran www.tvideja.si. Hvala za vašo pozornost, z vami bomo spet jutri.